Občinska organizacija stranke Desus Slovenska Bistrica letos praznuje 30. obletnico delovanja. Jubilej so obeležili pretekli petek v veteranskem centru Brinje. Na srečanju je kronologijo slovenjebistriškega občinskega odbora predstavil njegov dolgoletni podpredsednik Branko Repnik. Zbrane so pozdravili tudi predsednik občinske organizacije Bojan Fajs, predsednik Desusa Ljubo Jasnič, podžupan občine Slovenska Bistrica Stanislav Mlakar in koordinatorka Centra za starejše Metulj Nina Robar. Bojan Fajs je za Studio Bistrica povedal. Dogajanje v stranki Desus je v zadnjem času zelo živahno. Torej, kako komentirate dogajanje na državni ravni? Ja, res je živahno. To tudi je pričakovano od politične stranke, zastopane v parlamentu, da so dejstva pač takšna, kot so, da so posamezne teme drugačne razmišljajoč. In jaz verjamem, da glede na to, da smo zdaj imeli izvršni odbor, začetku oktobra tudi svet stranke, da bomo stvari razjasnili, da se bo ustalila situacija v sami stranki in pa da bo stranka pripravljena na volitve za prihodnjem letu. V tem mandatu je vaša občinska organizacija v koaliciji v občinskem svetu. Kako ocenjujete to sodelovanje? Ja, jaz moram priznati, da je uspešno, je utrujajoče, absolutno, vendar jaz mislim in tudi se vidi na programih, ki jih občinski svet sprejema, so naši programi, ki smo imamo zastavljeni, to je nadgradnja doma starejših, potem kolesarske poti, ureditev voznic in podobne zadeve je uspešno v programu in jaz verjamem, da bomo to tudi speljali. Je naporno, ampak menim, da stranka mora biti v koaliciji, da na nek način lahko svoje program, svoje ideje tudi uresniči. Na čem pa bo poudarek vašega programa za naslednje volitve? Predvsem imamo v mislih tukaj lokalno okolje. Ja, pri nas je seveda začetek in dokončanje nadgradnje doma starejših v Slovenski Bistrici, potem dolgotrajna oskrba za starejše v občini, da se tu na nek način uskladimo in pa seveda povezano z zakonodajo in pa širitev dejavnosti Metulja, to je Centra za starejše v Slovenski Bistrici, na vse krajevne skupnosti. Želimo, da tudi tisti, ki nimajo možnosti priti v sam center mesta, lahko neke svoje aktivnosti tudi v svojih matičnih okoljih urejujejo. Ob tej priložnosti so pripravili kratek kulturni program, v katerem sta nastopila pevka Živa Goričan in glasbena skupina Galama.